Pozdravljeni! Danes bomo pa pogledali, kako se rešuje matematika na maturi. In sicer bomo pogledali, prav konkretno bomo rešili primer. Izpitna pola, 8. junij 2019. Tole so trpeli na 8. junija 2019. Zdaj, verjetno ste že videli, ali pa če še niste, na RIC-u, pravi Republiškem izpitnem centru, so vse te stare pole vam dostopne, tako da jih lahko najprej rešite, potem pa pogledate, če ste prav reševali. Takole, zdaj vsaka izpitna pola vam najprej pove, kaj vse so dovoljeno gradivo in pripomočki. Potem imate še nekaj navodil o tem, kakšna pola je, to si sami preberite, če vas zanima. In potem si morate zbrati v zadnjem delu 2 naloge izmed 3. In tukaj naredite križce, katere ste si izbrali. Okej, pa gremo kar takole naprej. Na naslednjo stran. Pri vsaki maturi so tudi formule, a ne? Te so klasične in so vedno enake. Takole. In začenjamo prvi del mature. Rešite vse naloge, to je logično. Veste, prazne naloge se vedno točkujejo z 0, zato boljše, da nekaj napišete, ko pa čisto nič, ne. Vseeno je možno za kako točko. Se pravi, prva naloga pravi: stolpični diagram prikazuje ocene, ki so jih dijaki dobili pri ocenjevanju znanja slovenskega jezika. Izračunajte aritmetično sredino in zapišite modus dobljenih ocen. Torej zdaj, potrebno je znati prebrati graf. Kaj ta graf pravi? Ja, negativnih ocen je bilo, da pogledamo, do kam gre stolpec, približno do 5, ne. Se pravi, tehleh je 5. Tehleh dvojk je bilo 8, trojk 10, štirk 4 in pa petk 3. Zdaj pa, kako se izračuna povprečna vrednost? Zdaj, povprečna vrednost pomeni, da bomo sešteli vse ocene in jih delili s številom ocen. Seveda tudi obstaja formula, in sicer takole: x1, se pravi vrednost statistične spremenljivke pod 1, ne, krat f1, to je pa frekvenca, kolikokrat se ta pojavi, plus x2 krat f2. Plus in tako naprej do xk krat fk. Okej, ampak zdaj, ne, če pa pogledamo, s čim moramo pa deliti? Ja, moramo deliti s številom vseh ocen. To pomeni, da moramo x1, x2 in pa do xk sešteti. Oziroma lahko rečemo tudi, to je isto kot velik N. Okej, pa dajmo zdaj sešteti tole, ne, koliko je vseh teh, ki so pisali. Če je bilo 5 enk, 8 dvojk, lahko rečemo 5 plus 8 plus 10 plus 4 plus 3. Če kar seštejemo, 5 plus 8 je 13, plus 10 je 23, plus 7 je 30. Se pravi, vseh dijakov oziroma vseh, ne vem, saj dijakov je 30. In zdaj moramo pa v bistvu sešteti vse ocene. Se pravi, moramo vzeti 5 krat po 1 plus 8 krat po 10 in tako bomo dobili našo povprečno vrednost. To imamo kar tule. X povprečna, ne. To je zdaj 5 krat 1 plus 8 krat po 2 plus 10 krat po 3 plus 4 krat 4 plus 3 krat 5, vse skupaj vlomljeno z 30. Pa seštejemo tole zgoraj, to je zdaj 5 plus 16 plus 30 plus 16 plus 15 je 30. Mojega magičnega kalkulatorja nimam, bomo mogli kar na pamet. 16 plus 16 je 32, plus 30 je 62, plus 20 je 82, polomljeno s 30. To pa zdaj zdelimo.
delimo, se pravi 82 deljeno z 30 je pa 2,73. 2,73. Takle. 2,73. Se pravi, povprečna oziroma aritmetična sredina vsega tega je 2,73. Zdaj pa modus dobljenih ocen. To pomeni, modus je gostiščnica, se pravi, ki se zgosti oziroma kje je največ ocen. In modus v našem primeru, največ ocen je trojk. Se pravi, modus je 3. Evo ga, prve 4 točke za ogrevanje so že tu. Poglejmo, če smo imeli prav. Se pravi, prva naloga pravi, kaj je treba, izračunati je treba povprečno vrednost, niso kaj komplicirali s tistimi formulami, kar 5x1 plus 8x2, in je približno 2,73 in modus je res 3. Bravo, mi smo odlični. To je konc. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.